nam lahko poveste, zakaj ste se odločili postaviti razstavo o pivovarstvu prav v Kamniku? Ja, Mengeš in razvoj mengeške industrije je na nek način povezan tudi s Kamnikom, saj so tako rekoč zadnji pomembni lastniki mengeške pivovarne bili preseljeni so se iz Mengša v Kamnik in bili kamniški občani. To je bil Jurij Stare, torej zadnji pomembni lastnik pivovarne, ki je delovala kar 99 let, od 1818 do 1917 leta. Prav v njegovem času je pivovarna več kot prerasla v industrijsko tovarno, industrijsko proizvodno s številnimi izpostavami po takratni deželi Kranjski. Pa ne samo to, prvi lastnik in ustanovitelj pivovarne je tesno sodeloval z Mekinskim Greščakom Prašnikarjem, se sta skupaj postavila takratni avstro-ogrski največjo smrtnišnico, ki na nek način še danes deluje. To sodelovanje med Mengšem in Kamnikom je staro, prastaro in medobčinski muzej Kamnik in mestni muzej Mengeš postavljamo to sodelovanje na neko novo raven z odprtjem te razstave ob praznovanju imenitne obletnice mesta Kamnik zdaj letos. Prej ste omenili tudi, da ste našli ene stare zaloge piva. Ja, projekt mi imenujemo pivovarstvo na Slovenskem v luči staredove pivovarne v Mengšu in ta razstava, ki jo nocoj odpiramo skupaj z medobčinskim muzejem Kamniku v Kamniku na Zadnicah, je pravzaprav del tega velikega projekta. Zanimivo je, da smo v času raziskovanj, intenzivnih raziskovanj pivovarstva na Slovenskem in predvsem tudi mengeške pivovarne bili deležni imenitnega odkritja, namreč v muzej nam je tako rekoč bilo podarjeno nekaj imenitnih ostankov te pivovarne, med drugim tudi 3 polne steklenice piva. Kje ste jih pa našli oziroma odkot so jih odnesli? Lastnik tega je bil, preden smo prišli do njih v mestnem muzeju Mengeš, Frančišek Podpečan iz Dobena. On jih je velikodušno in brezplačno vstopil v muzeju in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu je opravil analize tekočin v teh steklenicah in ugotovil, da je vsebina v resnici, da je to v resnici ostanek piva.